Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate novinarska konferenca župana dr. Ivana Žagarja. Odprtje razstave Naredimo razstavo. Na Zgornji ložnici osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti. 4. festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je na novinarski konferenci v petek 20. junija predstavil ključne sklepe in razprave 17. seje občinskega sveta. Med osrednjimi temami je bila potrditev DIP-a o izgradnji nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici. Zdaj ta projekt je celoti pravzaprav pripravljen, ne? Je pa res, da je v tem času bil objavljen razpis Ministrstva za infrastrukturo za trajnostno mobilnost in mi bomo s tem projektom poskušali pridobiti tudi dodatna sredstva iz tega naslova, ne. Zdaj sami veste, ne, da približno okvirna vrednost celotnega projekta je tam 2,5 milijona evrov, 80% je tisti maksimum, ki bi ga lahko iz tega naslova dobili. Upam, da bomo pač uspeli na razpisu in jaz eno ocenjujem, no, da če je kaj trajnostna mobilnost, potem je seveda povezano z trajnostnim prometom, pa javnim prometom, avtobusna postaja sigurno tak element, ne. Zdaj, lokacija je ostala ista, ne, avtobusna postaja se prenavlja v smislu trenutnih, bom rekel, trendov na tem področju, ne. Vemo, da to zelo močno posega digitalizacija in vse ostalo, ne, tako da za tovrstne potrebe. Gre za to, da bo tu poskrbljeno za postajališča, da bo poskrbljeno za prostore za čakanje. Zdaj, stvari so predvidene v steklenem pač aranžmaju. Tudi nov sanitarije bomo še ene javne tule pripeljali, pa potrebni prostori eventualno strani prevoznikov, ne. Ampak to je, mi smo v tem smislu komuniciramo z prevozniki. Veste, da ima pri nas Arriva, je tista, ki ima, ne, zdaj, če bojo izrazili pač to potrebo, bomo jim to nudili, ne. Je pa cel projekt tako zasnovan, da je možna znotraj tega v bistvu ves čas dograditev, ne, recimo nekih prostorov, ne. Osnovne čakalnice so pa predvidene. In ob tem je pa sporedu še eno parkirišče, ne, in pa parkiranje tudi za taksi službo, ne. Zdaj, drugi projekt je bil potrjen ta dokument podjetniškega inkubatorja. Zdaj, kar se tega dela tiče, ne, s tem mi pravzaprav zaključujemo potrditve in verifikacijo projekta iz dogovora za razvoj regije, ne. In sicer je stvar taka, da bom še nekaj ponovil, čeprav sem to že verjetno vam razlagal, ampak vseeno, ne, ker smo poslušali, da Bistrica nima nobenega projekta, ne, mislim. Zdaj, jaz ne vem, mogoče tisti, ki to razlagajo, ne, pač po Bistrici hodijo, ne, ampak dobro. Iz tega naslova mi prijavljamo 5 projektov, ne. Zdaj, ta mrežni inkubator je zadnji iz tega naslova. To so v bistvu na nek način bili pogoji taki, da mora biti mreža, zato ga prijavljamo skupaj z občino Poljčane. Zdaj, celotna vrednost projekta 2,5 milijona evrov, pri nas gre za 780 tisoč evrov iz tega naslova, ampak to je tisti del kvote, ki nam je še ostal iz celotnega nabora. Ta kvota je pa približno 6,5 milijonov, ki ima občina na voljo, ne. Po pa še enkrat, ne, gre potem za komunalno ureditev aglomeracije z 2000 enot, oziroma na 2000 enotami, ne. Ta projekt je celotna vrednost 4 milijone 400, približno toliko, ne. In iz evropskih sredstev bi naj mi za to pridobili 2,5 milijona evrov sredstev, ostalo je lastna udeležba. Potem gre za spet skupni projekt za demanganizacijo in
deritizacijo globinskih vodnjakov, torej za oskrbo s pitno vodo. Ta projekt je torej skupen naš, Račefram, Kidričev pa Makole. To sem že vse razlagal, ampak vseeno, ta projekt je tež 2,2 milijona, tega pade na občino Slovenska Bistrica 700 000 evrov in je recimo malo bolj regionalni, ker je pač več občin povezan z regiji, pa tako nijamo, tudi to vemo vsi. No in potem je še pa kolesarska, steza oziroma tale končna povezava, ki je tudi trajnostna mobilnost, je približno spet 2,5 milijona, od tega 1 800 000, slab 1 800 000 bi našel iz Eugnara, in pa zeleno parkirišče, 1,5 milijona in torej je celotna vrednost projekta in pa 700 000, dolje 700 000 bi naj šlo iz evropskih sredstev. S tem, da lahko samo povem to, da so vsi ti naši projekti zdaj že potrjeni. Mi imamo to uvodno soglasje ali pa potrditev. Ampak zdaj seveda, recimo, zeleno parkirišče smo mi v zaključni fazi izvedbe. Zdaj, če bi že dobili pogodbo podpisano, bi verjetno lahko že rekli, da smo končali. Parkirišče oziroma kolesarsko povezavo lahko štartali včeraj, kar se razpisa tiče, pa vseeno čakamo še. Ostali trije projekti pa tudi so dokumenti zelo daleč pripeljani. Gre pa za to, ker so napovedani še neki novi, kaj s vem, usposabljanje, ne vem, kaj vse še bo, nove zahteve in ne želimo, da bi ne bi zaradi nekih administrativnih postopkov pač izgubili ta sredstva, samo za to gre. V Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici so v petek 20. junija odprli razstavo z naslovom Naredimo razstavo, ki jo pripravlja društvo Majolika. Na ogled so dela članic in članov vseh 3 sekcij društva, ki pod mentorskim vodstvom akademskega slikarja Dušana Fišerja ustvarjajo v različnih tehnikah in materialih. Posebno mesto na razstavi pripada dolgoletni članici Bernardini Paj Nedi, ki se predstavlja z izborom slikarskih del iz svojega bogatega ustvarjalnega opusa. Imamo odličnega vodjo, ki nas potem vodi in usmerja v druge stvari, kateri skoraj ne bi upali delati. Posebej v moderno umetnost. To je poseben izziv za nas. Meni sicer ne, ker me je vedno zanimalo kaj drugačnega in druženje. To je, potem pa se to pokažemo tudi ljudem. Posebej z razstavami, potem v Majoliki je pravzaprav razstavljeno, se prodaja, se išče, se oblikujejo nova dela po starih oblikah, raziskovanje. To je to, kar je v sekcijah velikega pomena. Razstava bo na ogled do 25. avgusta. Ob vhodu v vojaško skladišče na Zgornji Ložnici je v soboto potekala osrednja občinska slovesnost ob 34. obletnici samostojne Slovenije in 25. juniju dnevu državnosti ter ob počastitev zavzetja tamkajšnjega vojaškega skladišča. Slavnostna govornica je bila poveljnica vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica Mojca Lah. Kako se jaz spominjam teh prelomnih dni, 34 let nazaj. Kljub rani mladosti so mi še vedno uživo ostali spomini na zvoke siren, iskanje zaklonov v kleteh stanovanjskega bloka, prenosi novinarskih konferenc iz Cankarjevega doma ter opazovanje in stiki z pripadniki teritorialne obrambe, ki so izvajali zaščito bližnjega objekta v okolici Laškega. Danes stojim tukaj pred vami kot poveljnica vojašnice in poveljnica 670. logističnega polka, ki domuje v Slovenski Bistrici. V tej vojašnici je bilo v takratnem času okrog 500 vojakov nekdanje Jugoslovanske ljudske armade. To območje je veljalo za pomembno območje, ne samo zaradi vojašnice same, temveč tudi zaradi 2 objektov v neposredni bližini, telekomunikacijskega objekta na vrhu Boča in pa enega najpomembnejših skladišč za Jugoslovansko ljudsko armado, znotraj katerega se nahajamo, in samo skladišče je za mojim hrbtom. Še bolj kot pomembnost območij pa je bilo pomembno in odločilno to,
kar se je dogajalo in izvedlo na tej lokaciji in v okolici. Sprejem same naloge, izvedba naloge blokade skladišča in kasneje zasedba so predstavljali prelomnici v poteku vojne v vzhodno-štajerski pokrajini in tudi širše. Kako je bilo to mogoče? Splošna mobilizacija je bila izvedena hitro in učinkovito. Odziv je bil popoln. 79. območni štab je moral delovati samostojno in organizirano. Kohezivnost in morala sta najpomembnejša elementa vsake vojaške enote in organizacije. Gradili ste jo skozi leta skupnih usposabljanj, izobraževanj, druženj in ko je prišel čas, ste se odzvali klicu domovine. Imeli ste poveljnika v pravem pomenu besede. Žal ga danes ni več med nami. Vojaška in civilna obramba sta bili usklajeni in sta delovali. Vodil vas je skupni višji cilj. Imeli ste drznost in pogum, kljub določeni meri strahu in negotovosti. Vse to je odločilno pripomoglo k vašemu uspehu. Po zavzetju skladišča so se aktivnosti in naloge nadaljevali še z razselitvijo ogromnih količin streljiva in eksploziva. To, kar vam je v pomoči krajanov širšega območja uspelo izvesti, je nedvomno izjemen logistični napor in podvig, ki nam bi tudi danes, odkrito povedano, predstavljal izziv. 80 let je minilo od konca druge svetovne vojne, pa vendar se danes bolj kot kdajkoli prej v zgodovini zdi, da svet ni več takšen, kot smo ga poznali. In so ga gradile generacije v povojnem obdobju. Več kot 3 leta trajajoča vojna v Ukrajini, skoraj dobro leto trajajoča vojna v Gazi in zdaj še vojna med Izraelom in Iranom. Nič ne kaže na to, da bodo ključni akterji presegli nesoglasja in zmogli najti pot k miru. Kot vsaki vojni, pa tudi na teh območjih, najbolj trpi civilno prebivalstvo in predvsem otroci. Spomini otrok iz teh območij ne bodo takšni kot moji, ampak bistveno bolj traumatični in nečloveški. Tistih, seveda, ki bodo preživeli. Bolj kot kdajkoli prej lahko rečem tudi, da slovenska družba ni več takšna, kot je bila v času osamosvojitvene vojne. Moje stališče, ki ga dostikrat izpostavim, je, da mi vojaki, pripadniki slovenske vojske negujemo in živimo vrednote, ki nažalost širši družbi izginjajo. Čast, pogum, tovarištvo, lojalnost, predanost so naše vrednote. Temeljna, naša skupna vrednota pa je domoljubje. V marsičemu menim, da smo lahko zgled ostalim organizacijam in strukturam. Prav vsakokrat se ozovemo na klic domovine in če bi bilo treba, bi se po svojih najboljših močeh odzvali tudi klicu po obrambi domovine na ozemlju Republike Slovenije. Tudi mi, vsi vojaki, si želimo samo mir, oziroma da povsod traja mir in sožitje, a vendar se moramo skladno z našim poslanstvom in zakonom pripravljati za tisto najtežje, za boj z orožjem. Prav tako menim, da je tu vaše in naše skupno območje na Bistriškem, Slovenski Bistrici in okolici lahko zgled ostalim skupnostim. Tukaj živite dobri, iskreni in domoljubni ljudje, ki še vedno živite tudi za skupnost. Prav tako ste naklonjeni Slovenski vojski in menim, da dobro sodelujemo in se dopolnjujemo. Želela bi si to še nadgraditi, a nam pogosto zaradi ogromno rednih nalog in aktivnosti to ne uspe v celoti. Spoštovani, spoštovane, prihajam iz generacije, ki ni bila neposredno vključena v vojno za Slovenijo. Z nami so danes tudi mlajše generacije, ki niti takšnega stika, kot smo imeli mi, niso imele. Smo v času praznovanj dneva državnosti, ko je sicer več dogodkov, ki obeležujejo pomen vojne za Slovenijo. Zelo pomembno pa se mi zdi, da se zavedamo, da moramo spomin na te dogodke negovati in jih prenašati na mlade. Da moramo spodbujati razprave o pomenu teh odločilnih dogodkov in iskati družbeno enotnost in spravo. Ne samo v tem obdobju, ampak vsak dan, vsak na svoji ravni, v zasebnem, družinskem, šolskem, družbenem in političnem prostoru. Vsi mi, ki smo nasledniki vas, veteranov in veterank vojne za Slovenijo, vam moramo biti neizmerno hvaležni za vaš pogum in boj za samostojno Slovenijo. Vaša generacija se je odzvala klicu domovine, prevzela tveganje in nekateri med vami so žrtvovali tudi svoja življenja.
Poleg hvaležnosti pa vam dolgujemo tudi prizadevanje za gradnjo skupnih vrednot, za gradnjo enotne in napredne skupnosti, za gradnjo uspešne in demokratične države, ki bo ponosna vsem, predvsem pa vsem preteklim bojevniškim generacijam Slovenk in Slovencev in ki bo zagotavljala trdne temelje naslednjim generacijam. Vsem tem generacijam, ki so izbojevale našo samostojno Republiko Slovenijo, izrekam globok poklon in spoštovanje za to, kar ste naredili za našo skupno državo. Le vi ste tisti, ki lahko razlagate dogodke in predajate izkušnje iz tistih dni. Nihče drug. 25. junij je praznik naše države, najlepše države na svetu. Vsem, ki smo se danes tukaj zbrali, iskreno čestitam o prihajajočem dnevu, državnem prazniku in vam želim vsem skupaj resnično vse dobro. Hvala. V kulturnem programu so nastopili moška komorna skupina Kud Lojze Aužner Zgornja Lužnica ter učenke Sofija Gorinšek, Živa Švab in Neža Pirš ter učitelj Primož Rajh iz Osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zgornja Lužnica. V nedeljo je v središču Slovenske Bistrice potekal 4. festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. V sodelovanju z zavodom Makole je prireditev organiziral Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Teden dni prej kot običajno 4. ponovitev Bistriške kuhne. Mislim, da nam je tokrat uspelo res privabiti najbolj pestro ponudbo jedi, tudi sladic, ponudnikov pijač. Poskrbeli smo za senco. Vroče nam je bilo že približno mesec dni, tudi danes nam je vroče, ampak jaz mislim, da obiskovalcem ne bo vroče, ker je dovolj sence. Kaj ne rečem, pestra ponudba, veseli smo, odziv je dober, vreme je odlično. Samo Bistričane še rabimo, da pridejo v čim večjem številu. Ta trenutek, ura je 12, čas kosila je dobra, nadejamo se še večjega obiska in na koncu računamo in upamo, da bodo vsi zadovoljni. Da bodo zadovoljni tako ponudniki, ki bodo dovolj iztržili, pa da bodo dobre volje in veseli in zadovoljni tudi vsi obiskovalci Bistriške kuhne. 4. leto že Bistriška kuhna, ponosno so organizatorji skupaj z Ricom. Ponudnikov je vedno boljše, vidi se tudi preskoki iz leta v leto. Vidi se, kako so znajo bolj pristopiti, tudi lokalni ponudniki se odzivajo, kaj nam najbolj všeč. Drugo pa, ko pogledaš, da se točno ve, zakaj se gre, da so se poenotili, da imajo krožnike pravilne, da so oblečeni pravilno, da imajo majice pravilne, da se res gre na nivo. Glede obiska, vsako leto je bil obisk vedno dober in ga lahko primerjamo z večjimi mesti, kot je, ne vem, Ptuj, Maribor. Vedno bomo pa delali korak više. O dogajanju smo povprašali nekaj obiskovalcev. Sprva so spregovorili o vzdušju na letošnji Bistriški kuhni. Ja, vzdušje je super, meni se dopade, mislim, da tudi naši celi družbi, tako da Bistrica super, jaz sem zelo vesel, da se to dogaja in moje mnenje je, da bi moglo biti takih dogodkov še več, tako da fantastično. Poglejte, jaz sem tudi na odprti kuhinji v Ljubljani vsak petek in grem rad po teh sejmih, malo pogledam in moram reči, da imate enega boljših. Ja, super je, velik obisk se mi zdi, gužva je vse posod, tako da na hrano se dolgo čaka, kar je dobro ali pa slabo, no. Zdi se mi, da nam res manjkajo taki dogodki, ampak da se danes organiziralo je res super, no. Da bi če bilo čim večkrat. Tako da, zdaj smo se najedli, zdaj pa gremo na špricer. Mislim, da vzdušje je kar dobro, pravzaprav Bistrica to rabi, no. Obiskovalci so z nami delili tudi svoje vtise o ponudbi. Niso samo burgerji, imate zelo raznoliko, ker pogrešam na teh festivalih, ljudje forsirajo samo burgerje, burger na burger. Tle je pa res raznoliko. Čestitam na organizaciji tismo, ki pač organizira. Se mi zdi, da nič ne manjka, od pic, hamburgerjev, reberc, vsega polno sladkega, se najde vse in za vsakega, tako da ni premalo, tako da je super. Kot vsako leto je dobra ponudba, tako da mislim, da še tako naprej, no. Ja, ponudba glede na prejšnja leta, ki smo bili zdaj na vseh kuhni do zdaj, je največja, se mi zdi, no. Pa tudi mislim, da je. Tako da fajn, da se trudijo, da to poskrbijo za nas Bistričane, ker ljudje to rabimo in res uživamo. Tako da, bravo.
Tudi ponudniki ulične hrane so povedali več o svoji ponudbi ter o sodelovanju na dogodku. Glede na to, da nas lansko leto ni bilo, smo se danes pač ful veselili, da spet pridemo nazaj. Organizacija, jaz bi rekla top, tako kot vsako leto, sicer zdaj se komaj začelo, tako da bomo pač videli, kako bo bilo v nadaljevanju dneva. Jaz mislim pač, da bo bilo super. Danes v bistvu z vami pač pripravljamo same neke domače stvari, same domače dobrote, od borovničevega zavitka do orehovih štrukljev, do mišk sveže pečenih, jabolčnih pit in pa, kaj še imamo, brownijev za naše najmlajše, ne? Kar dosti nas poznajo, do Trojan, tudi od Trojan naprej že bolj, no. Pomladili smo ekipo, to je kar v zadju, če pogledamo, je kar dosti mlajša ekipa, to se pravi, da jaz izstopam. Delamo perutničke, to se pravi, dali smo perutnino na neko željo, seveda mlajša populacija pa otrok, da so perutničke pečene v velikem smokerju ali pa v peletarju. Pol imamo dobre klobasice z mangalico, pikant pa z sirom, ful dobra zadeva. Po pa seveda brez govedine ne gre, goveja prsa oziroma briska, tako rečeno, pa seveda rebrca, svinjska rebrca, pa en domači krompirček, pa kruh z krušne peči, koslov solata, pa tam najprej tadejo, en dober pir. Kar se tiče organizacije, pa vzdušje, moram reči, da je odlično, no. Lepo bi bilo, če bi bili mogoče v parki pod drevesi, ker je tako sončno vreme, da skoraj gorimo na soncu, ampak ima to tudi svoje prednosti, ker kaki kozarček mogoče malo boljše paše. Kar se tiče pa naše ponudbe, pa letos ponujamo na novo laški Riesling, buteljčno vino, tako da vabljeni si na kozarček vina in da se imamo lepo, no. Festival je ponovno združil okuse, nasmehe in lokalno skupnost.